Anes Selman še novembra 2012 sem pod Alpami na očeh v sodni dvorani na razvpiti obravnavi balkanski bojevnik na sojenju proti 17-terici in to na zahtevo tožilke Blanke Žgajnar z argumentom, kako je bojevnike gnal po hleb. Morebitne oprostilne sodbe v takih zadevah seveda dajejo vzorce in signale za naprej. Za pogubo zasvojenih, zato Žgajnarjeva zahteva keho za vse, kar ne bi šlo za posle, stoletja posle, tako srpski predsednik vlade Ivica Dadić z nepojmljivimi količinami droge. One su pre svega namenjene za tržište Zapadne Evrope. Zato sodbe padajo v Italiji in pod Alpami in to tudi za 31-letnega Selmana, a ta tik pred zdajci pobegne naravnost v Bosno in Hercegovino, kjer ima državljanstvo in kjer najame hišo, v njej pa menda uredi laboratorij indijske konoplje. Zato ga tamkajšnji kriminalisti aretirajo in to vse zato, ker ga je Žgajnarjeva izpustila iz rok in zanj pozabila zahtevati pripor, kar celo v očeh pravosodnega ministra Senka Pličaniča terja ukrepanje. Napake se dogajajo, pomembno pa je, da jih identificiramo in da jih sankcioniramo in predvsem, da se iz tega nekaj naučimo. Naučili smo se morda že kaj, sankcionirali pa prav nič ne, prav nasprotno. Žgajnarjeva za občinstvo celo zaigra žrtev in to zaradi očitkov svojega šefa. Da sem problematična, da sem nekolegialna, da ne sodelujem z vodstvom. In žrtev tako zmaga in dobi nagrado, vnovično imenovanje med najbolj elitne podalpske tožilce, pa čeravno je prva odgovorna, da bo Selman po vsem tem, ko bi moral za voljo trgovanja s kokainom sedeti v Italiji ali pa pri nas, zdaj očitno sedel za voljo marihuane v Bosni, ker se mora po sporazumu med Bosno in Slovenijo pač strinjati z arestom pod Alpami in ker se ne, jasno da ne, če pa mu v Bosni preti nižja kazen, ostaja daleč od oči slovenske roke pravice.